Tukaj je dobra novica. Če danes napadete policistke, boste odšli brez kazni. Ampak obstaja pridržek. To velja le, če ste pripadnik islamske vere, kar zdaj pomeni, da ste v bistvu zaščiteni pred kakršnimi koli težavami, saj lahko preprosto zakričite rasizem. In to je dobesedna, natančna zgodba, ki jo bom danes delila z vami. In opozorilo na občutljivo vsebino ali kakršnokoli opozorilo. Vizualni posnetki bodo morda nekoliko nazorni, saj boste videli, kako dva odrasla moška napadeta policistko. In zgodba se ne konča s pravičnostjo, da bi jih zavedno zaprli zaradi takega dejanja. Ne. Prav ste uganili. Pod Keirom Starmerjem v Združenem kraljestvu ti fantje sploh niso v težavah. Poglejmo si posnetek in razčlenimo vse, kar se dogaja. In veste kaj? Mislim, da bomo dejansko začeli s tem posnetkom, ker me je ta posnetek res razjezil. Ponovno bomo pregledali vse posnetke tega, kar se je dejansko zgodilo v tem incidentu, ker tega verjetno ne vidite, ampak poglejmo si to. Želim takojšnje ukrepanje proti policistom. Vsakemu izmed njih, ki je bil vpleten v incident na letališču Manchester. Vsem. Vse jih je treba aretirati, suspendirati, soditi in takoj poslati v zapor. Vsak policist mora biti takoj aretiran. Če ne, bomo prešli na načrt B in videli boste velike proteste. Obljubim vam, protesti, kakršnih še niste videli. Oprostite. Torej, kot sem rekla, si bomo čez trenutek ogledali posnetek, na katerem ti dve islamistični barabi napadeta to žensko. In ta tip tam zunaj pravi, da je to policijsko nasilje. In poskrbeli bomo, da bodo vsi ti policisti aretirani, ker to je tisto, kar počnejo. To je dobesedno točno to, kar počnejo. Prelagajo krivdo in poskušajo vse obrniti na nekaj drugega, namesto da bi priznali, da je to tisto, v kar verjamejo. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Iraka, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video in se nam pridružite na poti upora proti norosti, ker me ta zgodba o napadu na letališču v Manchestru resnično jezi. Tako, to je povedal en domoljub o celotni zgodbi, ker kot si lahko predstavljate, nisem jezna samo jaz, ampak je to razjezilo veliko ljudi. Samo na hitro, pravkar sem videl novice. In to je tisto, kar bom povedal. Kako lahko policistki kar zlomiš nos? Vse je na kameri, ima kri po celem obrazu, lije ji iz nosu, prav? Vse je na kameri. Vsi njeni sodelavci to vidijo, prav? In ga dobro brcnejo, kar je tudi prav, kaj ne? Pravkar si dobesedno zlomil ženski nos, kaj ne? Zdaj, poroto razpuščajo. Poglej si to. Ta porota po 19 urah in 48 minutah v 5-tedenskem sojenju ni uspela sprejeti razsodbe za nobenega od obtožencev in je bila razpuščena. Sodišče se bo ponovno sestalo 29. maja, da tožilstvo obvesti sodišče, ali bodo potekali nadaljnji postopki. To bi bilo neprimerno, prav. Torej, pogovorimo se o tem za trenutek, ker se zdi, da porota, ste opazili, kdo je v tej poroti, ni mogla sprejeti razsodbe potem, ko si je ogledala posnetek, ki si ga bova zdaj ogledali. In igre v to novo igro, da sva porota. Poglejva, če lahko ugotoviva ali razumeva, kdo bi lahko bil problem v tem videu. Ampak najprej samo kratek oglas naših sponzorjev. Vem, da ste opazili, da je moja koža videti čudovito. In iskreno, nisem oseba, ki bi imela rutino. Imam samo majhno skrivnost. Začela sem uporabljati OneSkin OS1 v svoji vsakodnevni rutini in sčasoma je moja koža resnično videti bolj gladka in bolj zdrava. In vi to opažate. Kar naredi OneSkin drugačen, je to je zasnovan tako, da cilja na tiste zombi celice, starajoče se kožne celice, ki prenehajo pravilno delovati in prispevajo k drobnim linijam ter pusto koži. Ne, da bi jaz postajala stara. Rezultati so podprti 4 kliničnimi študijami, ki so bile recenzirane strani strokovnjakov, več kot 10.000 5-zvezdičnimi ocenami, Bloomberg pa jih je celo prepoznal kot vodilne na področju dolgoživosti kože. In zelo sem vesela, da so moj sponzor.
Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti. Peptid OS01 podjetja OneSkin je dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/oneskin.co/meira. To je 15% popust na oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato prosim, podprite oddajo in jim povejte, da sem vas jaz poslala. Da prosim, podprite oddajo, ker moramo razširiti novic o tej nori, nesrečni, neuravnovešeni zgodbi, ki me res jezi. In vem, ne bi smela uporabljati slabih besed. Oprosti, mama. Prav, vsi skupaj ste pripravljeni dejansko pogledati posnetek, ker mislim, da bi morali vsi sami ugotoviti, kaj se dogaja. Prav. O moj bog. O moj gospod. Mislim, da je to dovolj za razsodbo. Gremo gledat. To je tisti moški v rdečem. Prav. Poglejmo. Torej, on tukaj. In on, tip v rumenem. V redu, vidite to? Torej, tukaj hodijo. Zdaj, koliko razumem, je to Apple. Ja, to je Apple. In tukaj je še nekdo drug. Sta dva. Pogovarjata se. To je celoten posnetek, kolikor lahko ugotovim. V redu. Pogovarja se z nekom. Postaja napeto? Ne morem povedati. Zdi se, da bi lahko bilo. O ja, mislila sem, da bi lahko postalo napeto. Počakaj, poglejmo to še enkrat. Še enkrat, ne pozabite, opozorila, vznemirljivi prizori. Torej, tukaj se pogovarjajo s policistko, kaj ne? In očitno niso zadovoljni s tem, kar se dogaja. Zadeva postaja nekoliko napeta in potem bum. Ste pravkar videli to? Ste videli, kako je z glavo udaril in s pestjo napadel z vso silo? Zdaj bomo v trenutku izvedeli, da gre za žensko. V redu, tukaj aretirajo ta dva nasilneža. Poglejte napad, poglejte. Vidite to? Torej, to je na telesni kameri, kaj ne? Poglejmo si ta pogled za trenutek. O moj bog, to je popolnoma noro. Posnetek je popolnoma jasen. Ojoj. Vidite, da so napadeni, kaj ne? Vidite to. Ste videli? Samo trenutek, fantje, to je res noro. V redu, povečajmo še bolj. Želim, da vidite še več. V redu, torej. Poglejte, kaj se zgodi tukaj. Vidite lahko dekle. Ona je policistka in ga poskuša potegniti nazaj. O, poglejte to. Vidite, kako jo je vrgel, jo potisnil na tla? Poglejte jo. Tukaj je. Medtem pa vam ne moram povedati. Morala sem si ogledati te posnetke 5-krat, ker je toliko različnih kotov, ki samo potrjujejo, kaj se dogaja. To so oni stopnjevali nekaj, kar je popolnoma ušlo izpod nadzora. Poglejte jo. Prav? Dobesedno. Ni možnosti, da bi porota gledala ta posnetek. Ta posnetek in ne vidi, kako jo nekdo napade v obraz. Poglej. Ona je tukaj. Mu natika listice, ker je bil nasilen in prej ste videli dokaze o njegovi nasilnosti. Potem vidite tega moškega, ki je nasilen. Pridruži se, skoči zraven in nato napade to dekle. Ona pade na tla. Jasno je. Tam je. Preprosto je. Lahko opazite. Tukaj ni nobenih zapletov. Potem imate ta posnetek, kaj ne? Ona krvavi, prav? In joka. Veste, da je to ona. Videli ste. Jasno je kot beli dan. Ni nobenega dvoma. Videli ste jih, kako so se prej razjezili, kako so z glavo udarili tisto osebo. V redu. Vidite jo, kako leži na tleh, potem ko jo je nokavtiral moški, ki je veliko večji od nje, medtem ko on in njegov prijatelj napadata vsakega policista. V redu. Vardova je bila ena od 3 policistov poslanih, da obravnavajo incident, v katerem sta bila udeležena 2 brata v stavbi terminala 2 julija lani, kaj ne? Torej, ta 2 brata sta jih tam napadla. Muhamed Fahim Rama se sooča s 4 obtožbami za napad, vključno s 3 napadi na policiste. Zdaj vam moram povedati, ne vem, kje ste vi odraščali, ampak tam, kjer sem jaz odraščala, če si poskušal prizadeti policista, pa čeprav samo malo, če si mu ugovarjal, si bil v težavah. Pokazal si prezir do policista, do organov pregona. To vsi vedo. Ta 2 izmečka porota odloči, da nista kriva, ker niso uspeli doseči razsodbe. Prav?
niso uspeli doseči razsodbe. Tukaj še en posnetek, še ena plat zgodbe. Poglej, tukaj je. Prav, zadržuje ga. Vidiš to? Zadržuje ga. In on kar naenkrat, bum, bam, šmrc, udarijo v obraz. In ti dve smeti, porota ni mogla ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo. Kako? Povej mi, povem ti kako. Poglej jih, poglej to poroto. Razpuščamo poroto. Poglej si to. Ta porota po 19 ura in 48 minutah v 5-tedenskem sojenju ni uspela doseči razsodbe glede nobenega od obtožencev in je bila razpuščena. Sodišče se bo ponovno sestalo 29. maja, ko bo tožilstvo obvestilo sodišče, ali bodo postopki nadaljevani. Ne bi bilo primerno komentirati do naslednjega naroka v petek 29. maja. Če 29. maja ti dve osebi ne bosta poslani v tisti prekleti gulag ali karkoli že za to, kar sta storili, potem po britanskem pravosodnem sistemu ni pravice. Kar pa tako ali tako vemo, da je res. Ampak vi ste videli. Bam, bam, šmem, šmem, bam, bam. Gre za policistko, porota pa ni mogla doseči razsodbe. Veste zakaj? Ker jih je strah. Bojijo se, da bodo izpadli rasistični, bojijo se, da bosta ti dve osebi v težavah, samo zato, ker sta islamista, čeprav so dokazi tam. Dobesedno ne bi moglo biti bolj jasnih dokazov. Res ne bi moglo biti. Imate več zornih kotov, več prič, vse je jasno. Razjezila sta se. Eden je nekoga udaril z glavo, potem so prišli policisti. Policistka je stala tam, zadrževala ga je. Ni bila nasilna do njega. On jo udari. Kakšen dokaz bi še kdo želel? Ampak to je to. Ko ustvarite dovolj strahu, da te ljudi dejansko spregovorijo in nekaj povedo, imate v bistvu manipulirano poroto. In to je ogabno in prava travestija. In 29. maja se mora nekaj zgoditi. Nekaj se mora zgoditi. Hvala za vašo pozornost. Ali je to pomembno?